kje je bil tisti trenutek, ko si začel aktivno raziskovati, kako pomnimo, kako izboljšati spomin? Jaz sem človek nadkompenzacije. Ko mi nekaj ne gre, hočem postati najboljši v tem. Zdaj si mi dal idejo, kaj bi lahko midva med podcastom počela. Dejva. Jaz sem celo svoje otroštvo, torej osnovno in srednjo šolo, preživel na makovki z navadnim sirom. Si se kdaj tudi mogoče v času študija potem spraševal, kaj je bilo tega meni treba? Jaz se skozi to sprašujem. Sam premaževa podlago z enim namazom čedarja, zato ker preveč zdrav pa spet ne moreš biti. Ne? Ja. Imel si namen priti v Guinnessovo knjigo rekordov. Telo ti že govori na neki točki, umrli bomo, konc je. A greva po vrsti ali od zadaj? Dejva od zadaj. Od zadaj? Odlično. Party trick. Košarica? Ne? Ja, seveda. Seveda je, no, ne me se hecati, ne bom mogel zaspati. Lepo in sploh lepo ter najlepše pozdravljeni vsi skupaj. Pozdravljeni v Šparovem podcastu Po mojem okusu, v katerem poslušamo zanimive goste, ki nam razkrivajo svoje življenjske sloge in na koncu pripravijo še slasten sendvič. Danes z nami igralec, TV voditelj, ustvarjalec, državni prvak v pomnenju decimalk števila pi, kockar, opomba pod črto Rubikov, ne Kazinojski, potapljač na vdih, že 8 let najobetavnejša medijska osebnost v Sloveniji in pa klic v sili slovenskih poštarjev, kadar ne dela internet. Z nami je Nik Škrlec. Živjo. Živjo, Boštjan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem, ki gledate, poslušate, kjerkoli ste. Evo, super. Tale te je ujela malo nepripravljenega, da si že 8 let najobetavnejša medijska osebnost. Ja, imam srečo, da so se Viktorji končali ravno tisto sezono, ampak bom pa to dodal v svoj življenjepis, imaš prav, ker to zdaj dodam sam nagrado pa letnico, ampak ne, to še kar traja. To traja, što boš pa pri 60-ih boš lahko še vedno najobetavnejša. Ampak tega Viktorja sem bil pa res vesel. Ta obetavna medijska osebnost mi je bila tako, wow, hvala. Lepa potrditev. No? Ja. Do tega bo prišla mehen kasneje, do tvojega televizijskega ustvarjanja, zaradi katerega si tudi prejel tega Viktorja, ne, pa še drugih stvari zraven, ampak začela bova pravzaprav se mi zdi pri eni skupni točki vseh stvari, ki jih ti počneš, in sicer spomin. Spomin je tista rdeča nit od zdrave pameti, ki jo igraš trenutno, do seveda pomnenja števila pi in tako naprej. In me zanima pravzaprav, kje je bil tisti trenutek, ko si začel aktivno raziskovati spomin o tem, kako pomnimo, kako izboljšati spomin. Kaj so bili tisti vzgibi, da si se lotil tega? Zelo preprosto. Srednja šola in moja želja, da bi čim manj časa porabil za učenje in imel čim boljši uspeh, da bi imel pol še več časa za vse ostale obšolske dejavnosti in tudi stvari v šoli, ki so me vlekle, zanimale, pa mogoče niso bile čist del šolske snovi. In potem sem si rekel, jaz bi imel fotografski spomin in sem začel brati o tem, pa sem videl, da ne gre to tako enostavno, ampak sem se pa takrat prvič spoznal s tehnikami pomnenja. S sošolci smo med poukom, potem tudi med matematiko, recimo, si podajali neke listke, tako kot imaš ti tle, pa gor pisali, ne vem, sezname. Te so prazni, lej. Ja, no, ampak na tak listek bi napisali seznam, ne vem, 50 predmetov. In si ga podal sošolcu. Zdaj ura je tekla, mi smo sodelovali, ker smo bili vzorni učenci, to je treba povedati na tej točki, ne. Ura je tekla in moja naloga je bila, da si zapomnim teh 50 predmetov, recimo prvih 10 minut, pol oddam listek in na koncu ure moram obnoviti teh 50 predmetov. Zdaj si mi dal idejo, kaj bi lahko midva med podcastom počela. Dejva. In kako je bilo pravzaprav potem to fotografski spomin, si rekel, da si videl, da ni toliko lahko, kot si pričakoval, da bo, oziroma s kakšnimi tehnikami si na začetku pomagal? Celo ta fotografski spomin v tem filmskem smislu besede ali pa ideje ne obstaja. Ni ljudi, ki bi si kar zapomnili karkoli že, brez truda, takoj hipoma, ne. Če pa so, imajo pa s tem velike težave v življenju ali pa je to njihovo breme. Obstaja pa cel kup tehnik, ki jih lahko začnemo uporabljati zato, da pa lahko dosežemo podoben učinek. Se pravi, da si nekaj, kar hočemo,
zapomnimo in to relativno hitro. In v osnovi je vse povezano z domišljijo, to večkrat poudarjam. Vedno gre za spremembo mišljenja na način, da vse pozbudimo odziv, da se presenetimo, da razmišljamo nenavadno in tako si pol stvari lažje zapomnimo. Vidim, da boš nekaj za bregom, kaj se režiš? Ja, ne, 6 stvari sem napisal. 6 stvari, ne čak, Boštjan. Obseg delovnega spomina, tako nas uči psihologija, je nekje 7 plus minus 2. Okay, tako da deva vsaj do 7. No? Vsaj do 7, deva. Bom napisal še... Kotnik, to se kar pri zdravniku, kada mi zdaj 8, super. Aha, in zdaj kaj narediva? Ja, ne, kako ste se vi to šli, se pravi, kdaj si... Aha, lej. Random besede so, na ključne besede. Besede. Fora je taka, dva pristopa imamo, ne vem, če kakšna kamera to lovi, mogoče bo kakšna zdaj ulovila. Ko gledamo tak seznam, jaz obožujem 2 tehniki. Ena je metoda verige, kjer ti iščeš povezave med temi členi, ampak ta je bolj začetniška. Meni ljubša je pa palača spomina, to je pa kraljica tehnik pomnjenja, ki jo jaz turim okrog, kada jo prodajam. Včasih se počutim, kada sem prodajalec sesalcev, ki skozi sam to govorim. Ampak, lejte, res dela, no. To je pa še bolj simpel. Zberem si eno pot, ki jo dobro poznam, bova zdaj za namen tega prikaza vzela kar moje stanovanje, pa ga bova malo prilagodila javnosti, da ne bom glih cele svojega reliefa razkrival. In zdaj vsak od teh predmetov na nek zanimiv način v domišljiji povežemo v prostor. Naprimer, začneva s hroščem. Super. Jaz bi si predstavljal eno Kafka situacijo, začnem v svoji spalnici, en ogromen hrošč leži na moji posli, prav ogromen, čez celo poslo in recimo, da kaj bi se lahko zgodilo z njim? Že vem, jaz ga pokrijem in mu voščim lahko noč, ker je pač prišel prespat. To je ena situacija. Fajn si je to sam zares pol predstavljati v glavi, če ne se nič ne zgodi. Okay. Druga, avto. Zanimivo, kako si ti imel en asociativni tok, da si iz hrošča prišel na avto. Druga, avto, dnevna soba. Jaz bi si predstavljal, da iz moje televizije preleti nek Mad Max avto in naredi celo štalo. V dnevni sobi papagaj leti okrog in tako. To je verjetno dovolj. Košarica pa kopalnica. Super. Jaz bi si... Stvar, ki jo nikoli ne najdeš v kopalnici. Ne? Jaz bi si predstavljal, da rdeča kapica z neko košarico pride iz pralnega stroja. To je taka filmska lepa scena, možna tudi, ne, da se zgodi. Blagajna. Blagajna, bi imel še v eni sobi, bi imel blagajno. Super. Bi si pa predstavljal enega monopoli bogataša. Nekoga, ki ima ful monopoli denarja in ga trpa v blagajno, recimo, da bo to dovolj. A je to potica ali polica? Potica. Tukaj je zdaj past. Velikrat bi ljudje hoteli pol reči, potica je na pultu v kuhinji. Ne. Tega se ne boš zapolnil. Ni, premalj je nenavadno. Ko pa tako hočemo razmišljati, iščemo pa neke čudne asociacije. Imaš ti kako čudno asociacijo za potico v kuhinji? Jaz sem to situacijo, ko kolegova babica dela potico iz peteršilja. Grozen. Super. Je dobra asociacija. Dajmo, jaz bi še pretiraval, jaz bi sebe si predstavljal, kako delam potico iz peteršilja, kumine, rozin, nekih najbolj groznih stvari. Skratka, in jih trpam v to potico. Dost, dobro, ugabno, super. Hočemo vzbuditi namreč vedno vseb nek odziv. Kremšnita, fino, kremšnito, zdaj smo v tem sosledju poti pri meni v predsobi. Tole je preveč dobro, da bi spustil. Jaz si sam predstavljam, da si obuvam čevlje in zagazim v kremšnito not. Grozno. Namaz na hodniku. Tukaj je spet past, da smo preveč vsakdani, ja. Dajmo si predstavljati, da nekdo beli hodnik z namazom. Ne vem zakaj, ampak to... Zelični namaz. Jaz si predstavljam prav takega oranžen namaz. Čedar namaz, to ja. Super. Zdaj zgleda, da mora biti vse ogabno. Ni nujno. Lahko je tudi zelo lepo, ampak... Lahko je lip tower, pa je pa... Lahko, da bi nekdo recimo delal namaz na hodnik. Ne, boljše to. Ne beli, če smo rekli. In zadnja, geotrikotnik na stopnišču. Dajmo pa tukaj eno lepo sliko, to je tudi meni ena ljubših, ker zanimivo, da si napisal geotrikotnik. Geotrikotnik je zame tudi 608, ne bomo šli v to, ampak velikrat se pol v piju pojavi. Jaz si ga velikrat predstavljam kot letalo.
In jaz bi si predstavljal mojo najstarejšo sosedo, ki po stopnicah leti na geotrikotniku tako gor. To ne moš pozabiti, če bi jo srečal. In to je načeloma to. Zdaj, če sva to res naredila tako, kot se zagre, ni šans, da pozabva tole tudi na koncu podcasta. No, super, bova potem, ko bova jedla sendvič. Odlično. Da bo malo sinestezija ali pa kaj takega, da ti bo delal težave. Super, ne? Ampak kako se pol človek, ne, kot si rekel, pač, ki si želi izboljšati spomin, ne, ki se zaveda, da ima mogoče še pa spomin, ki ga je treba izboljšati, odloči za poklic igralca, kjer pač pa je pomnenje stvari ključnega pomena. Jaz sem človek nadkompenzacije. Ko mi nekaj ne gre, hočem postati najboljši v tem. To sem opazil zadnje leta. Tudi Rubikova sem bil kar slab, pa in spomin, v resnici je moj spomin v osnovi kar slab. Ampak pol dobim neko obsesijo in ga hočem izboljšati. Ampak priznam, da pa v igro nisem šel nisem niti razmišljal o učenju besedila na pamet, ampak me je bolj pritegnila neka ustvarjalnost. Ali pa dejstvo, da uživam na odru, ko nastopam. Razno eni predstavi, ki jo zdaj igram, ko je v reformaciji, no tam enega soigralca. Ti soigralce bodo težak. Tist pa vsakič, pred predstavo sem vedno tako, kako bo danes, kako bo splošlo. Boštjan je moj soigralc v tej predstavi. Tako da, zame je igra predvsem žur ustvarjalnosti ali pa izraza. In kako si pravzaprav nekako to igro potem to, bi rekel, kombiniral s tem? Verjetno zaprav študij vseeno ni samo ustvarjanje, ne, ampak dejansko z neki zahtevni procesi učenje. Procesov je bilo, si se kdaj tudi mogoče v času študija potem spraševal, ne, kaj je bilo tega meni treba? Jaz se skozi to sprašujem. Mislim, imam vedno obdobja, ko se mi zdi noro dobro, kar počnem, in obdobja, ko razmišljam, kaj pa, če bi se začel učiti programirati, pa bi pač nekaj čist tretjega delo. En kripto bi malo prodajal. To je zmed nekaj drugega. Ampak meni je bila akademija zelo všeč, zato ker je bila tudi šola o skupinskem delu, ustvarjalnosti pa o delu s sabo. In kot igralec na akademiji se predvsem, vsaj mi smo se, naš razred, soočaš z igralsko tehniko, ki je pa zelo sorodna tem, kar jaz počnem s spominom, ker spet hočeš uporabiti svojo domišljijo za neke rezultate, ampak so tukaj v igri drugačni. So bolj vplivaš sam na se, da vzbudiš razpoloženja, stanja, situacije in tako ne. Ampak obenem si pa tudi pravzaprav ta tvoja prva predstava, naj gre vse v pi, oziroma kako sem se naučil 3141 decimalk števila pi, to je nastala kot tvoja diplomska predstava ali kot najprej nekaj posebenega, pa si potem združil vse? Ne, kot magistrska, v bistvu to je bil naš 5. letnik, avtorski projekt, in mislim, da je bila prvič to taka moja samostojna izkušnja, tudi nastopa na odru, in imel sem neverjetno srečo, ker sem jo lahko odigral večkrat 100-krat, pa res potem turiral z njo. Malo je bilo tudi povezano s kontekstom, ampak tam sem pa združil nekako obe te strasti. Jaz priznam, ker sem šel to gledat, ne, v to okroglo dvorano, v Cankarjev dom Štihova. Tako je, super dvorana. In sem rekel, gremo pogledat, ne, ampak jaz si res nisem predstavljal, kaj bo, ne, okoli tega števila pi, kako boš to zgodbo napletel, kakšna bo dramaturška struktura, in sem bil odpihnen, no, na koncu. Dejansko kako si, in že tle tudi se vidi, kako so neki te temelji položeni za to, kar si potem v zdravi pameti naprej razlagal, ne, da ne omenjam tega, da pol nekaj celo uro razlagaš, ne, nekaj, kar imamo, pa rečemo tako, da je pač tako piflarsko dejavnost, ne, tako mrtvo, hladno, narediš akrobacijo, ne, po stopnicah iz dvorane in pa človek še bolj navdušeno ostane in zaploska. Ampak koliko je bilo tukaj pač tega gnetenja, kako je pravzaprav nekako nastajal ta tekst? Koliko je tudi recimo pač, koliko imate potem tle igralci, pomoči mentorjev, pa nekaj tudi mogoče s kolegi, ko to ustvarjate? Jaz sem imel srečo, da so mi pomagali in mentorji in soustvarjalci, dramaturginja predstave, pa tudi kolegi. Jaz sovražim vaje, zelo rad pa delam stvari. Vse si opazil, vse v bistvu tudi midva na vajah sva bila tako, ne vem, v enem obdobju zelo produktivna, ampak če bi pa to raztegnil na cel čas dela, sva se pa pač kar vlekla. Ne? No, pred nama so bile vaje tudi zato zanimive, kako nisem vedel, koliko besedila bo meni uspel napisati do naslednje. Ampak jaz težko vadim na suho. Tukaj sem imel pa srečo, da sem ves čas imel
gledalce na vajah, oziroma pač soustvarjalce, ki so mi pol dajali eno povratno mnenje. In tudi zelo rad naredim kar ene testne verzije predstave, čeprav je še vse v povojih in vem, da je obupno in tako, ampak narediš, pokažeš, vidiš nek odziv in greš iz tega naprej. Tako da smo takrat to predstavo delali večinoma tako. No. Najbolj sem se spraševal, kako naj to temo, to tehniko palače spomina postavim na oder na zanimiv način. In to imam vedno rad. Vedno rad na oder postavljam nekaj, kar ni tako tipično gledališka tema. Tudi pri zdravi pameti. V bistvu komedija o možganih ali pa o nekih temah povezanih z možgani ni glih sama po sebi takoj. Nekaj, da bi rekel, to pa moramo, kaj bomo pa danes delali, v petek zvečer gremo gledati komedijo o možganih. Ne? Ampak pri čemer tudi, pa če se zdaj dotakneva kar zdrave pameti, tukaj se mi zdi, kaj je še ena dodana vrednost sploh te predstave, ravno to, da ni samo predstava, ampak da si okoli nje naredil še cel okvir dogajanja, se pravi, da imaš pred predstavo oziroma tudi po njej, možnost, da si gledalci ogledajo določene zanimivosti v možganih, da sami testirajo določene poskuse, recimo kontracikl je genialna zadeva za kakšno lažjo poškodbo v teatru. Ja, res je, žal je res, ampak na srečo se ni nikomu nič zgodilo. Kontracikl je kolo, ki se ga ne da voziti, zato ker ko krmilo obrneš v levo, gre kolo v desno in to je dovolj, da ti uniči vse tvoje motorične sposobnosti. In je tudi super izziv. Ne boš verjel, tekom te turneje, tudi zdravo pamet, smo zdaj že skoraj 100-krat odigrali, se je 8 ljudem že uspelo naučiti voziti kontracikl po predstavi, kar se meni zdi nemogoče. Ali se pravi, ne da bi oni kaj prej trenirali, ampak tako. Jaz ne vem, kako je to rad, ali ne, ali so bili nastavljeni, ali so neki, ne vem, super ljudje, poskušal sem najti neke skupne lastnosti vseh njih, pa jih nisem našel. Če imajo pa kaj tle, veš, s tem čutom za ravnoteže in pač to, da je kontra, da ne vpliva. Ne vem, skratka, zelo me je presenetilo. No? Smo imeli pa tudi neverjetno lepe izkušnje s to spremljujočo razstavo predstavi. Ja. Jaz imam od nekdaj rad cirkus. In cirkus vedno pride v mesto in zasede nek prostor in naredi cel cirkus. Ja. In podobno sem hotel doseči tle, čeprav ne na enakih razsežnostih, ampak hotel sem dati gledalcem še nekaj, kar jih bo zadržalo po predstavi ali pa jim bo malo zaposlilo pred predstavo. Usporedno, se pravi z številom pi, pa z delom v ljubljanski drami, bil si tudi recimo z mini teatrom si sodeloval, kjer si dobil tudi Borštnikovo nagrado za mladega igralca za Nemoč, ki je pa tudi pravzaprav zanimiva predstava, ker pa vzame, pač niti treba v gledališče, ampak ima prav nek poseben dogajalni prostor. Ja, takrat ta predstava se je odvijala v eni sobi. Za 20 do 25 gledalcev je bila, ki so vsi bili na taki razdalji, kot si zdaj ti. To je bilo zelo zanimivo igrati, ker pač tam ni prostora pol za nič, za res, za noben dodatek, ampak je treba samo govoriti zgodbo, slikati ta razpoloženja situacije. Sem imel pa tam tudi nekaj številskih momentov, ker smo to zgodbo križali takrat s krizo 2007, pa z Varufakisovimi materiali o krizi, Lehman Brothers in tako naprej. In sem lahko ogromno cifr pisal na stene, tako da sem bil vesel. Usporedno s tem pa potem še televizija, kjer je tudi zanimiva zgodba, pravzaprav, kako si se znašel na mestu voditelja Malih sivih celic, ker takrat je pač bila, jaz vem, ker sem bil takrat zraven, kot audicija, ker se je vedel, da se bo menjal voditelja, da se išče novega, so nas par povabili. Potem je pa nek škrec tako nek zasledil, da se nekaj dogaja in rekel, pač to bi pa mene zanimalo. Koliko je mogoče zdaj, a smo mogli nek dodaten pogum zbrati, da si kar tako pač naslepo not pač poskusil ali... No, mi smo bili v Beogradu na gostovanju v enem kombiju, ker je nekdo na RTV Slo zasledil novico, da Male sive celice iščejo voditelja. In potem smo imeli v kombiju eno polurno debato o tem, da bi jaz mogoče res bil primeren za to. In takrat sem se res strinjal s tem. Sem rekel, mogoče pa sem jaz res zanimiv kandidat, da bi se poskusil v tem. In s takim tonom sem tudi pristopil do uredništva in sem jim pisal in sem rekel, živijo, meni se zdi, da bi bilo lahko to res dobro, pa mislim, da bi bil zanimiva izbira za to. Tako da sem se malo urinil v audicijo, če se prav spomnim. Ampak je super, mislim si, da si bil res nek ta trenutek pravzaprav tega mladega voditla, s kateri so se potem pač jasno, tudi s spremembami potem malo v konceptu in z vso to tvojo pač igrivostjo pa ljubeznijo do raziskovanja in radovednostjo se zdi, da pač si super, da je to oddaja
ne, v kateri si lahko cvetel, si pa potem se pa prestavil še na krompir oziroma v času epidemije izodrom, ne, pri čemer bi mogoče tako da rekel, ne, še ena stvar, ti si se po Drami, si se leta 2019 odločil, ne, da greš ven, zdaj boš šel pa na svobodo in boš skušal na svobodi, ne, in si to storil pač pol leta pred korono, kar sam dokazuje, da si dober komik, ker imaš občutek za timing. Pa zdaj, ko to govoriš, imam občutek, da sem zgubil vas spomin, da imam neko reto amnezijo popolno in mi ti govoriš, kaj se je zgodilo. Imam še tako, pol si pa na odpoved in pa je bila korona, to ti raj ne bom govoril. Ja, to je bil res zelo dober timing, ja. Ampak sem se pa naučil, da tudi v situaciji, kjer se zdi, da res ni več možnosti, vedno vzniknejo. No? In to mi daje tudi poguma, da ustrajam na tej neki samostojni poti. Vedno se pojavijo priložnosti, če si vsaj malo angažiran ali pa radoveden ali pa iščeš nekaj, kar bo tebi zanimivo in ostalim. In seveda si poleg zdaj klasičnih medijev, ki sva omenjala, si seveda, pač, ker si ta generacija, ki je odraščala res od začetka z internetom, tudi zelo hitro osvojil YouTube, ne, in druge kanale. A čutiš to neko konstanto tega, se pravi, da moraš objavljati na YouTube, ne, se pravi, pač ta stalna prisotnost, koliko je to breme oziroma koliko nekega dodatnega načrtovanja oziroma koliko energije ti to pobere, poleg, ne, se pravi, ne samo ta kreativni del, ampak že vse to samo organizacija in pa ne vem, v bistvu ne čutim toliko bremena strani platform, malo strani algoritmov pa tega, kar je itak zasnovano, tako da te ves čas pelje naprej. Ampak smo si mi v ekipi zastavili izziv in smo rekli, a lahko objavljamo tedenske vsebine na YouTube in to počnemo zdaj od oktobra. Zaenkrat nam to uspeva, ampak mislim pa, da so nam podatki pokazali, da to ni najbolj primerna stvar za naše produkcijske zmožnosti, ker potem ne more vsaka vsebina biti najboljša možna. Verjetno bomo v naslednji sezoni zmanjšali to kvantiteto in šli enkrat na mesec ali pa tako. Jaz imam splet kot svoj peskovnik. Jaz rad tam delim stvari, ki mene zanimajo, na zanimive načine, raziskujem format, medije, tudi produkcijo v končni fazi. In sicer se zelo obremenjujem z podatki, z algoritmi, z povratnimi odzivi, ki mi jih daje sama platforma, v bistvu se pa tudi sploh ne. To je vedno nek tak paradoks. Zelo mi je do tega, pa zelo mi je vseeno. Ker smo zdaj pri internetu, ne, se pravi, z internetom je pa tudi še ena taka, se mi zdi, stvar, kako je čez vse tehnične ovire, pa to ne, je, ker si spet se vračamo v čas epidemije, ne, ker smo vsi iskali, kako nekako zdaj prinesti svoje stvari do gledalcev, ne vedeli smo pač, ok, to niso stvari, ampak dajmo pač nekaj dela, da bojo ljudje se zabavali, malo se sprostili, pozabili in na neki točki pride napoved, zdaj bo pa Nik Škrlec, bo imel pa v živo, ne, iz Štihove dvorane, spletni prenos Naj gre vse v pi, ne, in to je bila predstava, ki je dejansko ratala Naj gre vse v pi. Ja, to je, vse je šlo narobe, vse. Nehal mi je delati fotoaparat, pregreval se je, računalnik mi je zamrznil, vse je šlo, res je šlo vse v pi. Ampak je ta velik poraz pol se izkazal, da zelo zabava vse gledalce in je bil pa osnova za en koronski projekt, ki so ga delali z Domnom Valičem, za eno predstavo Zrelostni izpit, ki je bila v bistvu predstava o maturi, ki smo jo potem igrali prek spleta za srednješolce. In če ne bi imel tistih izkušenj takrat, ne bi znal speljati tiste predstave, pa itak Domen je bil super, pa sva zelo veliko skupaj naredila za to. Ampak vsaka stvar, ki gre narobe, je sam priložnost, da pač naslednjič bo boljš. Poleg tega pa zdaj, če se vrneva spet na to raziskovanje, ne, pač radovednost, prej se imenuje tudi Rubikova kocka, a ne, da na začetku ni šla. Pa to, z Rubikovo kocko si zaželil pravzaprav še ene dodatne, ne, stvari, poleg samega sestavljanja Rubikove kocke, imel si namen priti v Guinnessovo knjigo rekordov. Ne? In to je neka tehnikalija mečkan zafrkana. Ja, v bistvu zame je ta cilj Guinnessove knjige bil kot en delni motivator tudi, da se jaz zganem pa premaknem. Ampak pa sem ugotovil, da mi je mogoče bolj pomembno, da premagam neko svojo mejo, pa dosežem svoj zastavljeni cilj. Tudi če mi je Guinnessova knjiga potem takrat ušla, narobe sem interpretiral pravila, no, in enega stavka nisem razumel tako, kot ga je razumela komisija, in mi potem niso priznali rekorda. Ampak v redu, pač ta projekt je bil zame kar naporen
hkrati sem se pa ogromno naučil. 2 leti ali 3 leta sem po mojem vrtel te kocke pod vodo z enim vdihom. In ja, moja potapljaška kondicija se je zelo izboljšala, moja robikaška spretnost se je izboljšala, YouTube kanal je zrasel, rekord mi je pa všel, ampak ni panike. Ko po črto pogledaš, dejansko je tukaj bila res pomembnejša pot od tistega cilja, ker pravzaprav dejansko je bilo več ciljev doseženih, ne sam tist, razen tega pač ne nominalnega, ampak ti se nisi sam zaradi teh Rubikovih kock začel še ukvarjati s potapljanjem, to si počel že prej. In zdaj pa zanima, pa ker vem pač, koliko enega časa pač porabiš za potapljanje, pa se pač oziroma posvečaš, kaj pravzaprav je tisto, ne, v tem potapljanju na dah, kaj te žene, kaj te pravzaprav, da si šel testirati, koliko lahko spet, kaj je to, pač svoje zmožnosti, do koliko lahko greš ali kaj drugega. Po eni strani je tukaj malo želja potem, da bi preizkušal neke zmožnosti časovne, globinske in tako. Samo v resnici je pa meni biti pod vodo sam neverjetno lepo doživetje ali pa občutek plavanja pod vodo je zame osvobajajoč. Zdaj recimo ravno zadnje pol leta nisem bil velik niti na bazenu, niti nisem kaj dosti treniral. Prejšnji teden sem šel pa prvič nazaj na en trening, malo bolj resnejši, potapljaški. In ko sem prišel domov, sem prav rekel Leni, jaz res to rabim, ker je zame premikanje pod vodo zelo podobno letenju. In občutek, ki ga dobim, tako rečemo psihofizični, je prav tak. Dobim krila, no? Pač misli mi grejo čisto drugače, umirim se. Eni prvi v mojih spominov tako na otroštvo so tudi podvodni. Zame je to najlepša stvar. Kot monk, ki se je spolnil še. Ne, niti ne iz Maternice, okay, nismo tako daleč. Ampak ne, spomnim se, kako smo s prijatelji trenirali plavanje, pa delali neumnosti pod vodo, pa se igrali, pa v Brestanici je en bazen, ki je itak magnet poletni in tam so preživeli dobesedno vse dni in to je ostalo z mano. No. Imam se za malo tudi vodnega sesalca, vse smo vsi delno. Koliko pravzaprav pač gleda to, da se potapljaš na vdah, ne? Zabrav, da nimaš neke, bi rekel, jeklenke zraven. Hvala, da si rekel jeklenka in ne bomba. Skoraj, da sem že rekel bomba, pa sem se spomnil, mislim, da smo prav ti popravili, smo kar debatirali, da so to jeklenke, predvsem pač, če greste z letalom leteti, verjetno se ni fino to pogovarjati, ne, na letališču. Koliko je, a je pač samo umirjenost ali na kakšni točki tudi vse še ta neka napetost, neka mogoče celo pretirana previdnost prisotna? Mene potapljanje kot pa recimo šport ali pa aktivnost, kjer poskušaš premagati svoje meje, všeč zato, ker lahko to dosežeš samo v najbolj sproščenem stanju in prijazno do sebe. Moja narava je, da bi lahko se z glavo butal v zid in pač če si nekaj zastavim, bom rinil, dokler se to ne bo zgodilo, recimo. Ampak pod vodo tega ne moreš, ker se bo zgodilo kaj hudega. Ne? Niti ne moreš izenačiti pritiska globje od recimo 30-40 metrov na silo, niti ni to dobro varnostno gledano. V potop je treba iti umirjeno in prijazno do sebe. In gojiti samo ta mehurček miru, to je noro dober trening tudi za življenje. Telo ti že govori na neki točki, umrli bomo, konc je, telo se že upira, že prepona se že lahko tudi krči in tako, ali pa čutiš nelagodje v telesu, ampak veš, ker si pač treniral in tako, ok, v redu je, vse je še v redu. Spet je tukaj nek aspekt dela s sabo, ki je meni zanimiv. To je njena stvar, ki ti zelo pomaga, ki si ob 5 popoldne ujet v koloni na obvoznici. Ja, ravno na poti sem, ne boš verjel, smo imeli eno situacijo, kjer sem stal v križišču, no. Ja, zelo mirno sem jo speljal. Ne uganem, ljudje so šli prehitro v križišče in ga... Tako. Zabili so se v celem križišču in jaz sem čakal tam za tisto črto in sem mislil, pa lejte, no, a se res toliko mudi, vsi smo tle. Sem na 30 metrih. Ja. In pa končno spet, če počakaj, jaz se moram še malo izenačiti. Ja, ne, to je res pomembno. Zmožnost dela sam s sabo je neprecenljiva in redko kje se jo goji načrtno. Jaz jo pa rad izpostavljam ali pa izoliram v vsaki stvari, ki jo počnem. In ravno poleg te možnosti pač dela sabo pa ena stvar tudi, ki jo še zelo podaš, je pa ta radovednost. Ker so jo že skozi prav od tega, ki si rekel, kako skušaš pač
malo tudi potem nadoknaditi, stvari, ki ti ne grejo. Kako pravzaprav ker se mi zdi, da je res veliko stvari, ki tako pritegnajo tvojo pozornost. Zbrav, kako pravzaprav, koliko je nekih takih stvari, ki mogoče pa odpadajo že zelo hitro, ko vidiš, da ok, mogoče ni časa za nje, oziroma koliko je pa takih, v katere se potopiš globoko. Jaz imam ves čas par stvari vedno na lagru. Torej, 3 do 4 večje projekte imam skozi v zraku, ker mi to pomaga, da ko se nekje zaletim ali pa ko se zataknem, lahko mirno preskočim breg, nadaljujem naprej in se pol kakšne stvari tudi same od sebe razrešijo. Hkrati pa sem se zdaj naučil, da v življenju ne moreš delati vsega naenkrat in da se aktivno odločam za to, čemu bom posvetil pozornost. To je pa velikokrat povezano tudi samo s časom. V dnevu je toliko ur in ni jih neskončno, zato pa sem kar, moram reči, koledar nacino. Jaz imam življenje v koledarju in če ni v koledarju, se ne bo zgodilo, če je, se najbrž bo, mogoče se pa tudi ne bo, če sem si koledarji so malo barabe, ki ti kažejo, da so stvari izvedljive. Čeprav potem včasih pogruntaš, da pa ni, da te neki kostci dneva, ki si jih namenil določeni dejavnosti, da se zelo radi razširijo. Ampak jaz sem se zdaj naučil, da si moram v koledaru nesti tudi lenarjenje, počitek, gledanje v zrak, scrollanje po telefonu, tega nimam prav noter, ampak trenutek, kjer mi je vse in pa ni nič drugega. A pa je to pa dejansko, bi rekel, kot počitek, ali je to samo stvar, ki si pustiš uživati v dolg času, zato, da se lahko porajajo nove ideje? Ja, ampak sej počitek je zelo široka tema in v resnici sem jaz pristaš takega aktivnega počitka ali pa stimulativnega počitka, ki pa mora biti izklop, torej ki ne sme biti angažiranje naprej v neko stvar. Ampak rad berem, gledam stvari, hodim na sprehode, tudi plavanje je velikrat zame počitek, ker so obdobja, ki treniram, so pa obdobja, ki sam delam ražniče pod vodo, pa kar neki. Predvidevam, da so to gibi pod vodo. Točno to. A si predstavljaš, kaj je ražnič? To je prav ena specifična figura. Jaz bi rekel, da je kakor da bi imel tukaj čez os in da se vrtiš okolo si. Točno to. Mogoče me je beseda ražnič mejhan dala zraven, čeprav ni plavanje in potapljanje moja najgloblja ekspertiza. Sem te zamikal. Ja. Okay. Tako da zdajle ne bova delala ražničev, delala bova pa sendvič po tvojem okusu in poglejva si zdajle, katere šparove dobrote se nam bodo pridružile tukaj na mizi. Se si vse prinesel. Vse izrihtan, tako da zdajle bo se zgodil čudež špice in čez nekaj trenutkov bodo vse sestavine že na mizi. Kako? Čarovnija. In odpri oči. Sem si mislil, nisem mislil pa, da bo tako dobro. To pa je, to pa si se, Boštjan, zdaj si jo presegel, res. Ja, tako, kot si se ti učil Rubikove kocke, pa poštnih številk na pamet, eni smo pa uroke za teleportacijo, pa take stvari ne se učili. Mislim, da je tvoja veščina bolj uporabna. Nik, kakšen sendvič boš pripravil danes? Začela bova z makovko. Mak je zelo hvaležen za nasmeške po hranjenju, ker pa vidimo te lukence. Tako da, gledaj, te bom dal, izvoli še eno. Klasičen prerez narediva, ne? Klasičen? Ja. Tako. Jaz sem... Laserski pogled, kaj? Jaz sem celo svoje otroštvo, torej osnovno in srednjo šolo, preživel na makovki z navadnim sirom. Zdaj vse, kar bom dodajal na to, je pol prišlo kasneje v mojem življenju. In kad boš opazil, če dalje bolj zdravo postaja, ker jaz postajam če dalje starejši. Tukaj sem posegel po enih bolj takih... Zdravo izgledajočih namazih. Ja, čedar je moj ver nadgradnje, no in s tem bi začela tudi midva. Sam premaževa podlago z enim namazom čedarja, zato ker preveč zdrav pa spet ne moreš biti, ne? Ja. Ok, zdaj greva
zaključiti ta cheddar element, pa če dovoliš, ti bom jaz kar narezal. Kakšna debelina ti ustreza? To da bo v redu, ja. Ja? Aha, tri štangice. Cheddar. Izvoliš ga? Ja, hvala. Dajva zdaj dodati še klasiko, damec. Boš ga ti dosegel presepa, ne? Poskus. Zdaj greva pa na zelenjavne nadgradnje, ok? Jaz bom najprej dal kalčke. Ko to jem, si mislim, zdaj sem pa zdrav, če pa kdaj, zdaj sem pa, to je pa to, jih rad kar naložim, no, rečemo tako. Zdaj pa nič, dodava še papriko in sva. Wow. Pa solato seveda, no. Aha, ok. Se že misli, da je to bila zdaj ta finta, kao, tle smo solato, da štima, ampak je ne bomo dali not. Sam malo bom okrutil. Takole na čez. Zdaj pa zapreva. Pa klasičen gib, ja. Klasičen gib. Jaz rad to sprešam. Aha. Tole je. Zdaj pa preden zagrizeš van, mava tukaj le nekaj besed. Deva preden zagrizeš van zato, da ne boš imel maka na zobeh, ko prepoveduješ. Teh 8 predmetov besed. Tako je, ja. A greva po vrsti ali od zadaj? Peva od zadaj. Od zadaj? Odlično. Party trick. Geotrikotnik, namaz, ja. Kremšnita, ja. Potica, ja. Blagajna, košarica. Ne, ja, seveda. Seveda je, no, ne me zdaj hecati, ne bom mogel zaspati. Košarica, po košarici je bil avto in pol hrošč. Tako je, pravo. Hvala. Ampak poleg tega spomina pa se ukvarjaš trenutno tudi s fizičnim spominom. Ja, ravno zato, da bi približali mladim po srcu logiko tehnik pomnenja, smo razvili prav družabno igro spomina, ki vsebuje tudi moje namige pa nasvete ob igri in je super izgovor, da se ob igri še nekaj naučiš. Super, tako da gremo po spomin, trgovino, gremo po makovko. Ja. Jaz te bom zaželil dober tek. Čakaj, ti imaš slinček, jaz pa ne. To je pa voditelj. Dobar. In se ti res zahvalil, da si danes z nami podelil tukaj toliko enih širokih zadev o svojem ustvarjanju, o svojem ukvarjanju s spominom enih luštnih nasvetov, tako da ti želim, ne gre spomin v vsak dom, pa dober spomin še naprej. Hvala ti, jaz bom trknil s tabo, če lahko. Seveda. Hvala za vabilo in pogovor. Zdaj pa dober tek, ali kaj? Dober tek po mojem okusu. Zdaj po tvojem, ne? Po mojem. Pol, malo pa posebno nagradno uganko naredimo na koncu, pojeva, pa se pa na široko nasmejeva in morajo komentirati, koliko zrn. Zdaj me pa res zanima, če bo kdo od naju imel kako zrno maka. Jaz imam kalček.